Sedaj pa preden dam besedo gospe Marinki Levičar, želim tudi sama razpravljati glede novele zakona o izvršbi in zavarovanju, zlasti kar zadeva tako imenovane deložacije oziroma izvršbe na nepremičnine. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki menimo, da neke rešitve v tem zakonu vendarle so nek korak naprej. Je pa res, da je predpogoj, da se najprej vzpostavi takšno okolje, v katerem bodo pač ljudje lahko živeli človeka dostojno življenje. To je najprej tisti ključni moment, tista podstat, na kateri bi morali delati in delovati, da potem lahko seveda zaživi v celoti tudi takšna zakonodaja, ki jo imamo sedaj pred seboj. Že bilo je omenjeno, okoli 300 tisoč ljudi še vedno živi pod pragom revščine, pokojnine so izjemno nizke, s tem se soočamo z nekim začaranim krogom tako socialnih stisk kot tudi potem posledično socialne izključenosti. Skratka, ljudje se soočajo s težkimi življenjskimi situacijami in seveda zaradi tega pride tudi do takšnih primerov, kot ste jih tudi že sami omenjali na področju deložacij. Zelo se strinjam z gospodom Kerinom, ki je uvodoma povedal, da je vsaka zgodba v tem sklopu zgodba zase. To pomeni, da je potrebno vsako zgodbo pogledati celovito na njo in iz vseh zornih kotov in seveda po najboljših močeh potem reševati ta problem, ki nedvomno je in je velik in verjamem, da ljudje v takšnih situacijah so izjemno hudih stiskah in država mora pri tem pomagati. Vendarle imamo v ustavi zapisano, da smo pravna in da smo socialna država. Zdaj omenjeno je bilo tudi, da centri za socialno delo so včasih tik pred zdajci, 10 minut pred samo deložacijo, izvedeli, da gre za deložacijo. Seveda je to problem, zdaj se to znotraj zakona, kolikor razumem, rešuje in se pravi, bojo centri za socialno delo obveščeni o tem, bojo lahko sodelovali pri teh postopkih. Če pa prav razumem, gospod Kerin, ste se vseeno znašli tako, da so vam ponavadi izvršitelji že prej povedali. Razumem, ampak vseeno ste zaradi tega mogoče nekatere stvari prej izvedeli, je pa prav, da se to uredi. Zdaj jaz bi omenila 25. april 2017, gre za izjemno pomemben datum, to je datum, ko se je zgodila sodba v zadevi Vaskrsič proti Sloveniji in sicer tam je bilo na Evropskem sodišču za človekove pravice ugotovljeno, da je Slovenija kršila 1. člen protokola številka 1, to je pravico do mirnega uživanja premoženja. Takrat sem jaz, mislim, da malo zatem postavila najprej pisno poslansko vprašanje ministru za pravosodje, na to še ustno, ker se mi je zdelo to res pomembno izpostaviti. Tudi sicer smo v Slovenski demokratski stranki ves čas opozarjali, ko se je zvedelo za ta primer, pa tudi za nekatere druge, da je šlo za nesorazmeren poseg pri izvršbi na nepremičnino zaradi izterjave 124 evrov. No, minister za pravosodje mi je kasneje potem odgovoril, da je bil ta gospod precej aroganten v postopkih, ampak jaz menim, da aroganca, tudi če bi bilo to res, ne more reševati tega, da se potem to reši z takšnim nesorazmernim posegom. Že prej sem povedala, da naj bi bilo od leta 2005 do 2015 vloženih preko 7200 izvršb na nepremičnine, ki so zaradi zneska izterjave dolgov nižjih od 100 evrov. Če je to res, če drži ta podatek, je to res velik problem. Se pravi, ne govorimo o zneskih nad 1000 evrov, ne vem, nekih takšnih, ali pa 10 000 evrov in tako naprej, ampak govorimo o zneskih, ki so nižji od 100 evrov. Zdaj, takrat je Evropsko sodišče za človekove pravice v Štrasburu prav na tem primeru opozorilo, da slovenska zakonodaja ne zavezuje
izvršilnega sodišča, da bi moralo po svoji presoji uporabiti milejše izvršilno sredstvo ali pa zavrniti predlog na izvršbo v primeru nesorazmernosti med terjatvijo in vrednostjo nepremičnine. Zdaj, mislim, da ravno na to se sedaj tudi zaradi tega razloga, kar je povedalo Evropsko sodišče za človekove pravice, čeprav je potem Vrhovno sodišče slovensko reklo, da so očitno oni drugače tolmačili slovensko zakonodajo, ampak to je zdaj zanimiva razprava lahko, ampak tudi na podlagi tega se očitno sedaj vendarle spreminja v tem zakonu ta člen, če tako rečem, in novi predlog zakona torej določa, da če sodišče ugotovi, da gre v primeru izvršbe na nepremičnine za nesorazmeren poseg, potem lahko po uradni dolžnosti določi neko drugo, bolj sorazmerno sredstvo ali pa predmet izvršbe. In to se mi zdi ključno v tem primeru. Se pravi, da smo bolj pravični v tem sistemu izvršb, da dejansko pogledamo, zakaj je do izvršbe in na podlagi kakšnega dolga je prišlo do postopkov za začetek izvršbe in da lahko potem sodišče seveda se po neki pametni presoji odloči, da takšno nesorazmeren poseg potem, bom rekla, prekvalificira v neko drugo, bolj sorazmerno sredstvo ali predmet izvršbe. Zdaj, že prej sem omenila, da smo na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti prejeli kar nekaj vlog vezanih na deložacije. Tako lahko povem, da smo recimo v letu 2016 imeli 5 takšnih vlog, s katerimi smo se soočili, v letu 2017 smo obravnavali 2 vlogi, verjamem, da jih je še več, verjetno bi se ljudje še obračali na nas, ampak zaenkrat to smo dobili, mi smo jih tudi oziroma strokovne službe so jih tudi natančno pogledale. Imeli smo primer gospe iz Pirana, to je bila tudi znana zgodba javno, vemo, kaj se je dogajalo, huda stiska. Danes se ve, da je bila ta gospa deložirana, živi v prostorih, ki so neprimerni za bivanje. Ne bom se zdaj spuščala v samo konkretno, kaj se je dogajalo v zvezi s tem postopkom, ampak dejstvo je, da ni bilo vse pravilno v tem primeru. Potem smo imeli recimo v letu 2017 primer družine iz Štajerske, ne bom omenjala iz katerega kraja, se mi zdi, da je potrebno paziti tukaj tudi na osebne podatke. Šlo je za najem kredita za hišo, ki se kasneje zaradi finančnih težav ni odplačeval. In seveda banka je potem sprožila postopek izvršbe, družini pa je potem grozila prodaja hiše ter posledično deložacija. Skratka, mi na komisiji se soočamo s temi problemi, stiskami posameznikov, pogledamo na te primere, je pa res, da tukaj mora svoje opraviti zlasti izvršilna veja oblasti in upajmo, da neki koraki v tej smeri so zdaj narejeni. V letu 2016 smo imeli recimo 5 peticij oziroma vlog na to temo. Imeli smo primer družine iz Ljubljane, ki naj bi bila deložirana iz stanovanja, v katerem so živeli 40 let. Sami so trdili tudi natančno z dokumenti, ki so nam jih predložili na komisijo, da se jim je res zgodila krivica, da so se v postopkih pred sodiščem dogajale številne nepravilnosti. Omenjali so tudi domnevno pristransko obravnavo, zelo so bili tudi kritični do dela konkretnega izvršitelja. Verjetno jaz lahko razumem to, kdo pravzaprav opravlja nadzor nad recimo samim postopkom takšnim. To je tudi pomembno vprašanje, recimo nad izvršiteljem. Tako da bi ljudje bolj zaupali v ta postopek, ko so enkrat že v njemu. Mogoče bi lahko državna sekretarka tudi še kaj o tem povedala. Potem smo obravnavali primer, ko se je dolgovalo pač določen znesek telekomunikacijskemu podjetju, zato je grozila prodaja dela nepremičnine in tako naprej. Skratka, prepričana sem, da je še veliko zgodb, ki
seveda jim moramo prisluhniti in moramo najti tisto neko primirno potem odločitev, kako rešiti vso stvar in kako se čim bolj približati človeku, ki je nedvomno v tistem primeru v veliki stiski. Sedaj